V teh zadnjih 2 sobotah smo izvedli aktivnosti projekta EU for Craft, se pravi Evropska unija za rokodelstvo. Gre za Interreg projekt, se pravi meddržavni Slovenija-Hrvaška, manjšega obsega, se pravi tudi na nek način gre prav za to, da organiziramo, pripravimo 2 dogodka, kjer se srečajo rokodelci enega in drugega obmejnega območja in seveda povežejo tudi 2 gradova. Tako da na dvoru Trakošćan smo se mi predstavili z različnimi rokodelskimi dejavnostmi, ki so povezane tudi s področjem baroka, potem pa so seveda ta obisk oziroma to srečanje vrnili potem tudi v soboto pri nas, kjer smo pa ta dogodek povezali tudi našim sejmom rokodelskih znanj in veščin, ki že vrsto let poteka prav na prvo soboto v oktobru. Zdaj, barok je neka tema, ki nas povezuje, se pravi 17. in 18. stoletje, pa seveda tudi nesnovna dediščina, naprimer na Hrvaškem, predvsem se to licitarstvo, pa potem tudi priprava raznih tradicionalnih jedi, recimo štrukli njihovi, naši štrukli so se zelo lepo povezali, razni vrstih potic, povitic, kruhov in tako naprej. Tako da to, kar so pri nas predvsem povezale v društvu oziroma aktivu kmečkih žena Brežice, potem pa seveda tudi smo spoznali pozlato, plesali baročne plese, slikali, vezli, čipkarice so bile iz Lepoglave, pa tudi naše. Tako da je bil tak lep in pester program za te 2 zadnji soboti. Se bo ta projekt še kaj nadaljevali, je bilo to? Želimo si dobrega sodelovanja s Trakošćanom še naprej. To je bila ena taka priložnost, jaz verjamem, da se bo nadaljevala z direktorico dvora Trakošćan, doktorico Goranko Horjan, pripravljava že za drugo leto, pa že za leto 2027. Prijavili smo še en drug Interreg projekt, čakamo na rezultate, tako da res upamo, da bo to naše sodelovanje dolgo in da bomo poleg recimo dogodkov tudi izmenjevali razstave in mogoče tudi kakšno stvar raziskovalno so ustvarili skupaj. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes bomo spoznali in plesali baročne plese, tako da bi vse tiste, ki ste pripravljeni večkrat zaplesati, povabil, da vstanete in se nama približate na plesišče. Tako. Za plesne dogodke. Se pravi, imamo glasbene in pa plesne oblike, ki imajo ista imena. Menuje ste morda zasledili, da je glasbena oblika, ki je prisotna še danes v klasični glasbi, je bila pa prvotno ples. Predvsem je menujec se proslavil na dvoru Ludvika 14. in danes bomo spoznali tradicionalni baročni dvorni francoski ples. Prvi priklon, krofici oziroma kraj. Našem baročnem dnevu, ki je danes seveda tudi del našega sejma znanj in veščin oziroma rokodelskega sejma, ki je na prvo soboto že več kot 10 let pri nas stalnica. Tokrat smo na naši krasni terasi. Seveda bi lahko rekli, da nas imajo vsi tam zgoraj radi, ker imamo tudi lepo vreme in ker smo lahko vas povabili danes pa po celotnem gradu. To je novost.
Vse posod so delavnice, so različni prikazi, tako da res vas vabim, da si vzamete to dopoldne, se sprehodite večkrat po gradu in seveda vsakič se vrnete potem tudi k našim rokodelcem. Izjemna dobrodošlica pa našim gostom z Republike Hrvaške. Sicer naš partner pri tem projektu Interreg je dvor Trakošćan, se pravi grad Trakošćan. Mogoče poznate, eden najlepših dvorcev daleč naokrog, mislim do Brežic. Bolj pa mi prevzamemo. Od Turčije do Brežic, bolj pa mi prevzamemo od Brežic do Finske. Do Beča. Gremo mi malo dalje. Hvaležni, da lahko skupaj ustvarjamo projekt EU for Crafts. Prejšnji teden smo bili mi na dvoru Trakošćan in res velika hvala za to prijazno gostoljubje. Odlično smo se imeli in da nam je bilo krasno. Upam, da boste se tudi vi imeli danes tukaj lepo in da bomo še kaj se spomnili. Tako, obiskovalci prihajajo, otvoritev je zelo kratka, ker zdaj pa imamo srečo, da so prišli k nam iz kulturno-umetniškega društva Josip Genz. Oni pojejo bedansko, bedjansko, ni važno, nekaj po vaše in nam bojo tudi zapeli. Vas pa vseeno še vabim, zgoraj po nadstropjih imate delavnico vezenja, čipkarice, papirnate rože, sveče s čebeljega vosta, kaligrafija vas čaka. Potem imamo tudi kolegico, ki vam lahko iz tarota kaj pove, ampak ne preveč resno vzeti, saj veste. Ob 10 in ob 12 pa tudi spodaj delavnica zlatenja in pa baročni plesi ob 10 tukaj v najlepši dvorani, v Viteški dvorani, v malem auditoriju, tam dajte kar odpirajte vrata. So pa naše kmetice iz društva Kmetici, naša draga Veronika Fabinc, izdelujejo štrukle, tako malo bolj na baročen način, ona pa tudi mazila. Tako, hvala lepa, zdaj pa kar začnite, naj se razširi to. Tako. Dobro povedati, da je sredina telesa, ker je on malo zasukan, ni čisto sredina celega formata. Sredina je tele tukaj. Ampak mi to je zasukan, kot da popek tudi ne pride na to veliko pravi, ampak pride malo lepo narediti. Če vedno iščemo 3 točke, 3 geometrijske, potem nam je to enostavno. Ampak takole, kar naenkrat padete to, je pa zelo težko.
Slika je stane, ne šparaj. Kar naprej. Naši dragi prijatelji iz Trakoščana in okolice so rekli, da lahko govorim slovensko, tako da govorim slovensko. Tako prišli ste v najlepšo dvorano, to pa nimate na Trakoščanu. Trakoščan imate res krasen grad in tako zelo vse lepo in spodaj in rezero in tak. No, mi pa smo srečni, da je ta gospod Ignác Mirjej Adams, o katerem sem vam pripovedovala, prišel na to spodnjo Štajersko in si najverjetneje za svojih 50 let privoščil to dvorano. To je recimo, bi rekli, najbolj verjetno, ker v tem času, ko je tam Mladenič, eden je tukaj, druge pa tam, Frančišek slikal to dvorano, je bil v Brežicah nekje v leti 1700 do 1703. Naš Ignác Mirjej Adams se je porodil 15. avgusta 1652, to se pravi nekje. In mi si predstavljamo, da so mogoče tam 15. avgusta 1702, recimo, ne vemo, nimamo podatkov, se pravi, se lahko igramo s tem, da so prišli gostje tudi iz Hrvaške oziroma celotne vojne krajine takratne in so lepo plesali v tej dvorani. Ste bili, ja, jaz se lahko tudi seveda poigramo. V glavnem dvorana je poslikana po vzoru dvoran iz Italije. Če bi šli v Rim, v Palazzo Barberini, bi tam našli zelo podobno dvorano, nekateri prizori so tudi zelo sorodni, ampak se gleda malo drugače, zato ker je tudi pač drugače oblikovan prostor, je zelo dolg, 35 metrov cela 45, bomo včasih rečemo 35, včasih 36 prostorih, kjer so uživali, pozabili na to, da so kristjani, recimo, in so pač uživali v zgodbah o ljubezni, o vojni, o pač junaštvih, in tako tudi to dvorano imenovali Viteška dvorana. Naši kolegi reče, pa to je baročna dvorana, v baroku ni bilo več vitezov, vitezi se končajo, recimo viteštva so tam 16. stoletje, potem vsi tisti, ki so preživeli 16. stoletje, ostali grofje, baroni in tako naprej, dobijo drugačne nazive, ampak zagotovo je naš Ignác Mirjej Adams želel pokazati, prvič, ki se je dal podobiti kot antični filozof,
ki ima tudi ta zemljevid, on je bil ta kreator velike družine Athens in seveda je želel tudi povedati, da je učen, da marsikaj ve, da je načiten, ker je tudi on upravil kavalirsko potovanje. Danes pa se učimo lepopisja, torej nekaj, kar smo že skoraj pozabili, pa bomo počasi obudili, predvsem zato, ker včasih treba komu napisati rad te imam in je lepo, če napišeš z roko in sam. Vem, da se kupujejo, veš, kdo je tudi to tiskal, Lobuši, ko je Verjetno, če vas zanima. Ta postane rečeno pismo, medtem ko medenina postane pa zelenkaste barve, ker baker v medenini sam oksidira. Mogoče še bolj prevlačno. Tako. Ja, v bistvu je tako Vesno, zagrašča, ne? Tako. Če imaš kakšne okvirje, ne? To se ga pa dodatno zaščiti, tako da dlje časa ohrani to zlato barvo, to se pa uporabijo šelak ali pa kakšna druga lakirna sredstva, tudi dama recimo. Je tako tradicionalno, sta ta oba dva. Sicer predlagam za notranje prostore, da se uporablja šelak, ker damer je topen v takih terpetinu in pa drugih bolj škodljivih za zdravje snoveh, tako da šelak je pa sam alkohol je pa vredi. Zdaj nam je pa pridružila še doktorica Goranka Horjan, direktorica Dvora Trakošćan, našega partnerja. Tako da se res zahvaljujem tebi, da ste nam skupaj z ekipo to pripeljali, te odlične umetnike in naše drage goste. Res hvala, da ste si vzeli ta dan, ne? Da ste prišli malo pa še kdaj in to, pa še ti kaj povej, no? Evo, lijepi pozdrav svima, zahvaljujem na dolasku i zaista se veselim što imamo lijepo vrijeme i kao što smo imali i prošli vikend u Trakošćanu i zaista je izvrsna prigoda ovi mali čezmejni projekti gdje možemo razmijeniti ovu kulturu u lokalnoj zajednici koja se tiče i pjesme i običaja, malih obrta, proizvodnje, gastronomije lokalne, moram priznati, to oduševljava sve i vjerujem da će zapravo i to biti put za ubuduće, da izmjenjujemo naša iskustva, ali se i lijepo družimo i zabavimo, jer to je isto tako važno. Danas svi govore u kulturi dobrobiti, well-beinga, pa eto nisu to samo toplice i masaže, fizijatri i gostobolja, nego i dobro druženje koje ispunjava srce. Ja bih posebno zahvalila ravnateljici
Posavskog muzeja Brežice, Alenki Černelić-Krošelj, koja je zaista motor, možemo reći, i događanja i kulture u ovom dijelu Slovenije, s kojom inače jako puno i dobro surađujemo, i mislim da je vrlo važno da čelni ljudi institucija, muzeja, baštinskih ustanova zapravo podupiru takve programe, jer inače manjim kudovima, lokalnim zajednicama to ne bi bilo lako ostvariti. Evo, ja zahvaljujem svima koji su došli, koji su izložili proizvode svojih vrijednih ruku i naravno prenijeli nam svoje pjesme i običaje. Hvala. Ja bi u ime općine Bednja predala u ime Kudova Cvetinski zvon i Kut Josip Genc jedan mali poklon iz naših krajeva da vidite nešto. Hvala vam lijepa što ste nas primili. Hvala lepa. Tako kot je bilo rečeno, smo bili prejšnji teden mi na obisku v Trakošćanu, kjer je bilo tudi krasno. In hvaležni, da je to bilo v bistvu dve soboti, ker se mi zdi mogoče najlepše, da je tako in da mi tudi vreme služilo. Hvala tudi vsem rokodelcem, hvala sodelavcem obeh ustanov, tako tvojim v Trakošćanu kot mojim našim tukaj v Posavskem muzeju Brežice. Hvala tudi predstavnikom zgodovinskih mest Slovenije, Združenja zgodovinskih mest. Imamo tukaj naše belohranice, hvala lepa, da ste prišli. In pa tam naše znamenite tudi Posavke in Posavci, ki tudi radi gremo. Zagorje zelene, lepetije, Zagorje zelene, još je lepši Beli Zagreb grad, još je lepši Beli Zagreb grad. Sira puta meka jajca i krumpira, sve to ide Beli Zagreb grad, sve to ide Beli Zagreb grad. Bežijanke, cukrimo po vegel, cukrimo po vegel, cukrimo po vegel. Bežijanke, cukrimo po vegel. Ne buš videl Beli Zagreb grad, ne buš videl Beli Zagreb grad. Naj pobegne, kaka mi je v žepu, pa bo videl Beli Zagreb grad, pa bo videl